Dobrodošli v novi aplikaciji Geodetske uprave Republike Slovenije Javni vpogled, s pomočjo katere lahko sedaj na izjemno preprost način dostopate do javno dostopnih opisnih in grafičnih podatkov Geodetske uprave. Po kliku na gumb Vstopi v aplikacijo lahko svoje iskanje po podatkih pričnete v zgornjem desnem kotu, kjer se nahaja iskalnik. Iskalni izraz vnesite v polje brez ločil in drugih posebnih znakov, uporabljajte samo presledke. Podatke lahko poiščete tako, da prosto vpišete iskalni kriterij ali pa iščete po filtrih, in sicer po parceli s pomočjo šifre ali imena katastrske občine in številke parcele, stavbi s pomočjo šifre ali imena katastrske občine in številke stavbe, naslovu ob vnosu ulice in hišne številke. O potrditvi iskanja se vam bodo na desni izpisali rezultati iskanj. Za ogled kliknite na željeni rezultat in izpišejo se vam podrobni podatki o nepremičnini. Za pregled opisnih podatkov lahko okno tudi razširimo. Aplikacija Javni vpogled omogoča zelo enostavno prehajanje med podatki o stavbi in parceli. Samo kliknite na številko parcele in podatki se vam bodo izpisali. Sočasno imate lahko odprtih več iskanj stavb in parcel, med dostopnimi podatki lahko prehajate zgolj z enim klikom. Ogledati si je mogoče ne samo informacije o celotni stavbi, ampak tudi o posameznih delih stavb. Med drugim lahko izveste, koliko etaž, stanovanj in poslovnih prostorov se nahaja v dotični stavbi. Pridobimo pa lahko tudi informacije o letu izgradnje in obnove. Ogledamo si lahko informacije ne le za iskano, ampak tudi vse okoliške stavbe. Ikona Skok na objekt vam omogoča, da lažje najdete iskano stavbo ali parcelo na zemljevidu. Podatke, ki ste jih našli, lahko s klikom na gumb Povezava delite z vašim nepremičninskim posrednikom ali zainteresiranim potencialnim kupcem, ali si jih shranite v PDF formatu za poznejšo uporabo s klikom na gumb Shrani podatke. Klik na X pa vam bo omogočil, da trenutno iskanje zaključite in v iskalniku poiščete druga zemljišča. Nepremičnino lahko najdete tudi preko grafičnega okna Povezava na opisne podatke o parceli ter stavbi in senčenje označevanja parcele stavbe. Izpišejo se tudi podatki o dejanski in namenski rabi. Klik na gumb v spodnjem desnem kotu nam kot prikazano poda natančne koordinate stavb in lokacijo znotraj Slovenije. Sami tudi lahko izberemo merilo, v katerem želimo, da so podatki prikazani. Natančno lokacijo in koordinate lahko določimo za katerokoli parcelo ali stavbo s premikom miške in postavitvijo na posamezno točko. Sliko lahko poljubno povečate ali pomanjšate s klikom na ikone na spodnji levi strani zaslona ali preprosto z uporabo miške. Pri svojem delu lahko uporabite tudi funkcije, ki se nahajajo na zgornji levi strani zaslona. Funkcija vsebina vam omogoča, da izpis prilagodite lastnim željam in potrebam z vklopom in sklopom poljubnih slojev. Funkcija merjenja vam omogoča merjenje razdalj in površine enega ali več zemljišč. Izberite funkcijo merjenja razdalje. Z miško se postavite na želeno točko na zemljevidu in kliknite. Potegnite črto do naslednje točke na zemljevidu in tako izmerite želeno razdaljo. Preverite, kako približno oddaljena je stavba od sosednjega objekta, prometnice ali centra mesta. Opravite pa lahko celo meritev meja zemljišča, da bi izračunali dolžino ograje, ki jo želite postaviti. Vendar pozor, gre za približne meritve, zgolj in izključno za orientacijo in nikakor ne za določanje mej v naravi. Funkcija merjenja površine vam omogoča lažjo izmero površine poljubnega poligona. Sliko zemljišča si lahko skupaj z vnesenimi razdaljami in površinami v PDF obliki za nadaljnjo uporabo shranite na računalnik s klikom na ikono Shrani sliko. Kako si torej lahko ustvarite izpis po meri? V levem zgornjem kotu kliknite na gumb Vsebine, nato izberite gumb Sloji. S klikom na posamezen zavihek boste lahko izbirali med različnimi informacijami in možnostmi prikaza na izrisu. Med drugim boste lahko prikazali obris stavb, rabo zemljišča, tako dejansko kot namensko, na primer meje občin in sloj vodovoda iz gospodarske javne infrastrukture.
klikom na ikono Metapodatkovni opis lahko dostopamo do metapodatkovnih opisov posameznih evidenc. Ikona oznaka prikaže ali skrije oznake, na primer številke parcel na prikazanem območju. Ikoni, spremeni stil in prosojnost nam omogočata, da določimo barvno shemo in prosojnost prikaza. Pod zavihkom vsebina so vam na voljo vsi javni grafični sloji, ki jih lahko poljubno med seboj prikazujete ali odstranite iz grafike. Izbrane sloje lahko brez težav umikate v zavihku Izbrani sloji. Sloje, ki jih vidite v grafiki, lahko s klikom na prenos vidnih slojev grafike na levi prenesete v GeoJSON formatu tudi na svoj računalnik in jih uporabite v kakšnem drugem GIS pregledovalniku. S klikom na gumb Dodaj VMS sloj pa lahko vsak uporabnik za svoje potrebe v grafični del doda poljuben VMS sloj iz kateregakoli poznanih javnih spletnih servisov. Poiščite javno dostopne informacije o nepremičninah še danes. Bolj podrobna navodila o uporabi aplikacije lahko poiščete v priročniku. Obiščite aplikacijo Javni vpogled Geodetske uprave Republike Slovenije na naslovu ip.eprostor.gov.si/JV.